pravi, plujejo proti Kolumbiji. Danes sem jaz prevzel ladijsko kuhinjo, tako da bo gobova juha. To je zdaj nekaj na hitro, da pojeva. Vse veliki tak ne raba. Zjutraj sva jedla jajca, utepena pa kruh. Zdaj bomo gobovo juho, pa recimo proti večeru pa še kaj pomalceva, če nama paše, kakšno salamo, če mava, ali pa kakšen namaz. Glede na to pa, da nimava kruha, ga tudi nisva kupila, bomo mogla pa ga speči ali pa kaj drugega narediti. Elektrike zaenkrat malo dovolj, napetost 13,7. Celice dajejo še neki vetrni generator, saj čez noč je dajal. Tako da, zdaj greva pa kar jesti. Dober tek. Smo naju pospremili delfini. Tamle v zadju se vidi par otočkov majhnih. Opa. Pa tamle dol je še eden. Se bližava počasi Kolumbiji. In kam so se zdaj skrili tile delfini, vsake časa se pokažejo. So pa zelo veliki. Vidite, Nadaljujeva ob obali Kolumbije. Do Santa Marta malo nekje en dan. Zdaj se bo malo brez vetra, se bo počasi jadrala. Zdaj se spet malo ukrepil. Greva sem na Genovo, ker ko začne fajn pihati, je najlažje tako skrajšati jadra. Kar nekaj plovil tle, velikih ladij. Tena jadrnica je bila, ampak je šla zdaj tam na obali. Obala je tukaj stran 10-15 mil. So šli na sidro, sem videl pajso. Jaz sem pa zdaj nastavil še neki vab, dve vabi. Mogoče mi uspe kakšno ribo je. Pa vlečeva za sabo. Eno imam na palco, eno imam pa na rolo navito. Upamo, da bo kaj uspeha. Za navigacijo v glavnem uporabljamo od Navionixa tale Boating. Tukaj imam recimo zarisano pot, kjer naj bi šla. Do cilja imava še 373 mil s to hitrostjo. Pač tukaj kaže, koliko imava do cilja. Pa v posameznih točkah. Preko Wi-Fi umestnika, ki sem ga vgradil, vidva ladje po ICE-u. In druga plovila, takole zgleda. To je pač nek cargo, se pravi tovorna ladja. To je velikost 472 feetov, recimo 9 vozlov pluje. To pa kaže, ta črtica pa kaže, koliko bo preplula v 15 minutah. Še ena jadrnica je z nama preplula, je šla tukaj zasidrati. Nedaj pa nadaljujeva naprej proti Santa Marti, tako da pričakujem, da bova jutri dopoldne tukaj. Pa bomo pa videli, kakšno bo vreme naprej. Drugače uporabljava še tole aplikacijo, to je Grip. Grip je to, kar označiš in potegneš dol, to je zelo stisnjena datoteka, da lahko tudi preko satelita recimo dol potegneš vremensko napoved. Potem pa imaš tukaj časovnico spode in se ti takole prikazuje vreme. Seveda, mislim, vetrovi v tem primeru, lahko valovi. Vse, kar pač potegneš gor, kar te zanima. Jaz imam ponovadi tukaj na sunke vetra naštimano, pač na pozicijo, ki je svoja, in potem vidva, koliko je vetra napovedenega, kolikšni so sunki. Seveda to vedno ne drži, ampak ta aplikacija v glavnem uporabljamo.
To so pa iste kot printane karte, če bi jih kupil. Se pravi, več načinov je, kako si pomagaš s temi kartami, elektronskimi, vektorskimi, printami, razne aplikacije. To je to zaenkrat, se pravi, ko nismo na internetu, uporabljamo offshore, OpenCPN ali pa največ tale Boating. V bistvu, Boating še tako deluje, v bistvu ti zakupiš določeno področje, stane tam od 30 do 50 evrov, recimo tukaj imam Mediteran, tukaj so karibsko območje, tukaj je pa Pacifik, kjer bova plula. Potegneš dol in si povežeš na Wi-Fi in na zastonj karto dol potegneš, se pravi plačaš samo aplikacijo za 1 leto. Ajde, skoči! Ribe danes nobene, prav tako pa niti enega oblačka nikjer. Čisto sama dva sva, nobene ladje ni več. Medva že vidva kolumbijsko obalo, visokih ribah, najvišji vrh, 5775 metrov visok, mislim, da je. Za nama prihaja ena nevihta. Imava še ne 15 mil tamle do rta. Kolumbija in visokih ribi. Santa Marta. Še ni ribiči so prišli. Vsi zginejo v valu. Edva pa tudi. So že navajeni tehle okoliščin tle. Zaenkrat so se odločila, da bo tukaj zasidrala tlena plaža na koncu. Zgleda, kot mogoče celo kakšen hotel ali pa kaj, ne vem. Tako da greva tukaj noter, zdaj prijavljala se itak ne bova. Obala mi je pa kar všeč. Zgleda, tle kar dosti turistov, ful vozijo s temi čovnički. Tudi v zavetje je kar dobro zavetje. Pa se ne vidimo še, kako je kaj z zasidranjem. Na gor mi deluje tistole hotel. Ali kakšen telefonski signal, tlele, da malo pogledava vreme, ne vem, bomo zdaj kmalu preverili. V slogu prihajava na kolumbijska tla.
Natalija je zamesila za kruhek. Lepenajem pogled čez okno ven na plažo. Dobrodošla v Kolumbiji. Sicer ilegalno, ampak kdo pa ve. Tle je še kaj ilegalnega. Glavno, zdaj sva gledala malo cene, ne? Mislim, da če se ne motim, za jesti en hamburger pride nekje $4. Tako da mogoče si bova pa enkrat privoščila hrano za unije. Lahko pa plačava s kartico. Gužva pa je gužva. Nisem si predstavljal, da bo takole v Kolumbiji. Ampak mi je kar všeč, no. Edino, kar mi ni všeč, ni ne vem kako čista voda, pa polno smeti plava. Tudi po odprtem morju. Nima časa, da časa biti. Tamle Timi čaka, ga malo skus na očeh, ker naj bi tle zelo kralj. Sicer ne ropajo, ampak kradejo pa, kakor se le da, tako da zmeraj je fajn, če en ostane na jadrnici, baje. Ampak dobro, zdaj je dan pa malo tle na očeh, tako da si upava še tole. Tole pa je čoven. Čisto to prav. Homemade. Tole je pa prvi kruh iz te nove pečice. Zgleda lep. Vroč je tudi, dober pa po moje tudi. Ampak malo medva še enega. Ni isti, ta je iz polnozrnate moke. Medaj sta šla malo na ulice po Kolumbiji. Takole zgleda, polno ljudi. Mislim, da so že malo manj, da jih je manj. Zdaj je glavno ulice, jih je več. Ja, še nekaj smo nakupila stvari. Natalija bo tam s kartico plačala, kot je edini način, da lahko plačava. Bo videla, kako tole stane. 84,000 teh njihovih. Šest zjutraj medva zapuščamo Santa Marto. Tukaj se vidi mesto, stolpnice. Včeraj tle niso bila, tam je tudi marina. Tukaj se nismo niti prijavljala. Najlažji si z agentom, ker niso hotela plačevati marine, so bilo po tistem na zalivu tam zadaj, kar je bilo tudi super. Zdaj že ponehalo pihati, je pa včeraj kar pihalo pa celo noč.
kje je se hvala, lega. Hvala ti. Evo, tukaj izgleda pa že reka pride noter. Se je barva čisto spremenila. Čeprav smo 10 mil, 5 mil od obale, od rta. Prav, ogromna reka, ki prihaja noter v Karibsko morje. Zdaj moramo pa paziti, sicer se nič ne vidi. Tukaj bi se lahko debla, veje, vsega je noter reka nanesla. Govorijo tudi o naplavljenih kravah in avtobusih, zdaj če res ne vem, ampak tam bliže je možno. Tukaj je umazana voda, da se ne vidi čisto nič v globino, tako da se cel jambor vidi, evo, senca. Cel dan se zivamo po teh dolgih valovih. Zdaj greva pa še 2 urice pa pol imamo od enega zaliva, kjer bomo danes še sidrala. Jutri greva pa verjetno kar na sam Blas direkt. In potem več tako daleč, še na dobrih 200 mil. Ta ladek je zdaj v ustje reke, tukaj še ena prihaja z desne, ampak je na sidrišče. Sem mogla smeri, ker nama je glih nasprot prišel tale ladja. Glede na to, da se mora medva umikati. Evo ga lepo mimo na sidrišče. Ravno gledam na aplikaciji, danes bo napoved vetra, sunki 33 vozlov. Ponovadi to pomeni še več. Tako da zdaj imamo še teh 12 mil tam med enega zaliva, zasidrava, počakava čez noč, potem pa nadaljujejo naprej. Mislim, da bo pa lahko do konca nadaljevala. Zdaj pa nima smisla, da rinemo v kakšno nočno jadrnje z 40 vozli, potem že tako visokem morju. Če 6 zjutraj medva že jadrava, greva naprej proti Kartageni. Tole pred nami, tam je malo se vidi Coast Guard. Če je reko sva prišla, so nama prišli v kontrolo. Ker sem mogla vse dokumente dati. So nama čovek umazali, imajo eno gumo, motor je navezano na gumenjaku, tako velik gumenjak, 10 metrov pa še večji. In se je ob boku drgnil, ker so imeli vse črno, smo pol drgnili z gobco stran. V glavno zdaj so naj že pospremili za odhod, smo rekli, da bomo ob 6 šla. Zdaj pa jadrava. Deblo. Kaša. Še vedno plavajo vse sorte po vodi od te reke Magdalene. Drugače tlele od zadaj noter, ki se ne vidi, je Kartagena. Tole pa najna smer zaenkrat direkt sam Blas. Če bo ponehalo pihati, bo odprla še glavno jadro in tičiva. Pa slabih 200 mil do tam.